Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Tone Pavček je v eni izmed pesmi zapisal tako, citiram: Otroci imajo kratke noge, a delajo največje korake. Do sonca, do sreče, čez svet in puščajo za vse zanesenjake v prihodnosti sled. Prav posebna pa je tudi sled, ki jo prihod otroka zariše v družini. To obdobje prihoda namreč, ni novo in negotovo le za dojenčka, pač pa tudi za njegove starše in širšo družino. Novorojenček s sabo prinese kar nekaj izzivov, potrebnih odločitev, prilagajanj, sodelovanj in še kaj. Kako vsem tem ohraniti sebe, odnos, sočutje do otroka, prositi za pomoč ali jo dati, a hkrati postaviti zdrave meje, nam bo zaupala doktorica Tina Rahne-Mandl. Univerzitetna diplomirana socialna delavka, specialistka zakonske in družinske terapije, ki raziskuje odnose in to, kako ljudje ravnamo z ranljivostjo v odnosih. Doktorica Tina Rahne-Mandl, pozdravljeni v naši družbi. Pred meseci smo se družili na temo ranljivosti in poti do sebe, tokratno predavanje pa nosi naslov Kaj se zgodi, ko v družino pride otrok. Tudi tu lahko kaj hitro povežemo vzporednice z ranljivostjo, kajti to je namreč posebno obdobje v posameznikovem oziroma družinskem življenju. Katere so tiste prve, najvidnejše spremembe, ki jih prinese otrok oziroma dojenček? Ja, lepo pozdravljeni. Prva sprememba se mi zdi, ko jo že navzven opazimo, so spremembe na telesu. Se pravi, že ko mamica v bistvu postaja mama v nosečnosti, se veča njen trebuh in pač okolica opazi, da se nekaj dogaja in seveda se tudi pri ženski sami dogajajo spremembe v telesu, ki se potem je to zanjo še večji izziv, ko v bistvu more tega otroka poroditi, se pravi, to je ena učna izkušnja zanjo, pa za njeno samopodobo in na nek način prvi stik tak konkreten z otrokom, ki določa potem tudi njun kasnejši stik. Potem naslednja sprememba, ki je seveda, da potem, ko ta mlado bitje pride v družino, se mora ta družina prilagoditi njemu. Se pravi, prilagodi se v urniku, v redu spanja, pač manj je prespanih noči, krajše so. Potrebno se je odreči kakšni aktivnosti, ki zdaj ni možna z otrokom, in seveda prilagoditi partnerstvo novemu družinskemu članu, kar pomeni, da v bistvu tudi za par na nek način so skupni trenutki bolj ukradeni kot ne. Kar je še sprememba v družini, je to, da bodoči stari starši postajajo stari starši, kar pomeni, da tudi za njih je to velika življenjska sprememba, na nek način en življenjski izziv. In tudi tukaj, tudi oni se ob dojenčku, novorojenčku soočajo v bistvu s pričakovanji do samih sebe ali pa s pričakovanji, ki jih imajo mladi starši do njih. Tako da se mi dejansko zdi, da je to ena učna izkušnja za celotno družino. Se pravi, ne samo za vsakega mladega starša, kako bo postal mama ali pa oče in kako bo sta v paru to na nek način zvozila, ampak tudi kakšni odnosi se bojo vzpostavili pa prihod otroka, koliko bo tam pomoči pa sodelovanja tudi v širši družinski okolici ali pa v širšem delovanju. In spremembe, ki so še take temeljne, so tudi v doživljanju odnosov v družini. Se pravi, vsi odnosi v družini v tistem obdobju postanejo pomembnejši. Pokaže se kvaliteta teh odnosov. Pravi, in kvaliteta odnosa, ki ga imam sam s sabo, in kvaliteta odnosa s svojim staršem, se pravi z mojo lastno mamo, z mojim lastnim očetom, tudi s taščo, tastom, in seveda tudi kvaliteta partnerskega odnosa. Ampak prav tista temeljna sprememba, ki pa prinese pa pač prvi otrok. Prvi otrok je tisti, ki v bistvu izpari naredi družino in tisti, ki v bistvu na nek način pokaže vse vezi, ki jih ima ta mlada partnerja med sabo in tudi do svojih lastnih staršev. Ali pa tudi do staršev partnerjev. Zdaj, raziskave pa praksa govori o tem, da ko pride ta prvi otrok, da v bistvu 2/3 parov govori o tem, da so manj zadovoljni potem s partnerstvom. Zdaj,
To je seveda čisto nekaj realnega, ne? Ker ko otrok pride, ima par manj časa za sebe, hitro je treba odreagirati, veliko je takih odločitev, ki jih moraš v bistvu narediti sam, ali pa če v otroku, kot ga nenehno spremljaš, v bistvu ne dobiš navodil za uporabo zraven, ne? Katere so tiste spremembe, ki spremljajo mlado starševstvo. Prva stvar je, da so zunanje obremenitve pač povečane. V bistvu se vnaprej niti ne moreš predstavljati, kaj to pomeni, ne? Ker ne moreš vedeti, dokler otrok ne pride, lahko si misliš, ne vem, jaz sem se bala, ali bom lahko dojila, ali ne bom dojila, ampak potem je bilo na tem področju vse v redu in sem si rekla, kaj sem se sploh obremenjevala, ne. Lahko pride kaj drugega, kar pač preseneti mlada mamica, no, in pač pri meni, če pa osebno izkušnja, nam je treba to uspavanje otroka. In je tako, narava res poskrbi, da je žensko telo tako narejeno, da v času nosečnosti, pa pol pač porodniške, sploh te prve mesece, da dejansko hormoni delujejo. No? In to žensko telo se ne umiri in se ne more umoriti, če otrokovo telo ni mirno. Torej, naša notranjost je takrat krhka, mehka, občutljiva, čuvamo pa jo kot punčico svojega očesa. Punčica se imenuje tudi terapevtski in izobraževalni inštitut, v okviru katerega delujete kot terapevtka. Tako se vsakodnevno srečujete z omenjenimi situacijami. Kako oziroma na kakšen način naj torej starši o prihodu otroka ohranijo sebe, sočutje do otroka, prosijo za pomoč ali jo dajo, hkrati pa postavijo zdrave meje. Sliši se namreč zelo zapleteno. Ja, povedala ste kar veliko stvari, ne? Ko otrok pride v sistem, preveri, ali sistem zdrži to, da prihaja vanj s svojimi potrebami in ali bo tam nekdo, ki ga bo slišal, umiril, na nek način poskrbel zanj. Zdaj navadno je to mama, ne? Se pravi, ona je tista, ki je uradno tudi na porodniški in ki skrbi za tega otročka. Ampak soočanje ali pa zadovoljevanje teh potreb je zahtevna naloga. To ni samo pač vsakodnevna skrb za to, da se bo otrok vzpostavil en ritem spanja, prehranjevanja, da se bo udomačil ob kopanju, da se bo učil nove igre in ne vem, se učil sedenja in uvajanja v gosto hrano. Ampak je tudi to, da sledi sebi kot mami, da pri sebi preveri, kje je ona, česa jo je strah, kje se počuti, da rabi pomoč od partnerja, kje bi rada od mame kakšno informacijo. Se pravi, da ona sama sebe v teh čustvenih, bolj intenzivnih obdobjih zazna in potem tudi lažje otroka umiri ali pa se usmeri v stvari, ki so zanjo pomembne. Se pravi, da ve, kaj so tiste vrednote, ki jih želi otroku predati naprej, kaj je tisto, kar ob sledenju otroku dejansko funkcionira in v bistvu se uči iz dneva v dan naprej tega skupnega življenja. Otrok že ima, da bi se čuti, ali mamino telo sprejema njega, ali ga v bistvu zavrača. Ali ogroža s tem, kaj je, ali v bistvu sprejeto življenje, pa ne, ga pričakujejo. In to se pač pozna v celotni drži, no, ki ga ima pač mama do otroka. Zato, da pač mama s svojim telesom uravnava tudi otrokovo telo, mora imeti kar eno veliko sposobno samorefleksijo. Prav ona mora vedeti, kje je. Ali jo je strah, ali je utrujena, ali je lačna, ali je jezna, ker moža ni, ne vem, jo tašča znervirala. Tako, mora vedeti in si priznati v bistvu svojo resnico. Takoj, ko v bistvu lahko to ima v sebi in je na nek način tudi sočutna v tem, ali pa se vsaj malo sprejema, potem je ne bo otrok svojo potrebo ogrožal. In ženske smo tako narejene, da v bistvu velikokrat smo v eni mreži različnih pričakovanj, ki so v bistvu, če bi jih hoteli izpolniti vsaka pri sebi, so čisto v bistvu nerealne, no, tako, ker se v bistvu eno pričakovanje z drugim izključuje. In dejansko je še vedno tako, da je skrb za otroka več od ženske. In ne samo skrb za otroka, ta fizična, ampak tudi v bistvu skrb za njegovo vzgojo, skrb za ta odnos z njim in tudi skrb za ostale odnose v družini. To je zelo, zelo pomembno. No?
da v bistvu ženske nosimo odgovornost za kvaliteto odnosov v družini. Komu pa priporočate udeležbo na delavnicah o starševstvu, ki jih v prihodnjih mesecih v sodelovanju z vami oziroma Zavodom Punčica pripravljamo v knjižnici Brežice? Zdaj to mlado starševstvo je sicer lahko zelo ozek pojem, ne? Tudi prejle sem omenila samo mlado mamico, ki pač skrbi za tega otroka, ampak na nek način zatrese celoten sistem družinski in od vsakega posameznika v sistemu zahteva, da v eni točki pride do sebe na drug način kot do sedaj. Se pravi, to zahteva tako od partnerjev, kot tudi od starih staršev ali pa širše družinske okolice in na nek način je to izkušnja, kako smo tega otroka spravili k življenju, pa ga naučili ene večje samostojnosti. Izkušnja, ki ostane v paru, tudi potem, ko se že zaključi porodniška. Zato bi jaz svetovala ali pa povabila na to delavnico vse tiste bodoče starše, ki želijo malo globje pogledati v odnose do sebe, odnose do otroka, pričakovanja, ki jih imajo strani sebe, strani partnerja, strani okolice. Tudi tiste pare, ki si želijo malo globje pripraviti na prihod otroka ali pa vrednotiti to skupno izkušnjo, ki je lahko še zelo sveža ali pa tudi že kar nekaj let nazaj. Ker je navadno to obdobje tisto, ki na nek način zareže v odnos, tudi v partnerski odnos, je to priložnost, da si partnerja lahko kakšne stvari povesta na nov način ali pa razumeta situacijo v drugi luči. Povabila bi pa tudi bodoče stare starše ali pa stare starše, ki bi s tem razumevanjem ali pa s tem informacijami lažje razumeli potem tudi svet mladih staršev in se tudi sami v ta svet vnučkov lažje umestili. Tako da je kar široko odprto. Ja. To, kar ste danes slišali, da vam je prebudilo kakšne spomine, izkušnje in vas o čem potrdilo, vam pustilo kakšne vprašanja. Ampak tako se mi zdi glavno, da na tej poti ne upamo in da v bistvu smo sočutni do sebe, tudi če kdaj kakšen korak naredimo nazaj, pa če pademo, da se poznamo to pobrati, ali pa da najdemo eno roko in izpovejo. Tako da s tem bi jaz zaključila. Hvala lepa. Hvala tudi z naše strani predavateljici, doktorici Tini Rahne-Mandl in seveda tudi vam, ki ste se udeležili današnjega predavanja. Bi vas pa hkrati povabila k udeležbi na delavnicah, kot je predavateljica že omenila. Bodo le-te potekale vsak prvi torek v mesecu od marca naprej med 17. in pa 19. uro v tej dvorani. Razpisane teme delavnic so jaz in otrok, jaz in partner, jaz oziroma midva in odnosi z mojimi oziroma najinimi starši in sodelovanje, ter kje mi je vzgoji in skrbi za otroka težko. Vse te podatke najdete na letakih, vam je pa seveda predavateljica na voljo tudi za dodatna vprašanja, ki pa jih lahko zastavite že tudi sedaj. Hvala še enkrat, pa izvolite, če je kakšno vprašanje.